Gobe, 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 gobice, zaljubljen sem v gobice. Gobe, 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 gobice. Pozdravljeni, ekipca. Kako minejo dnevi, takole 1, 2, 3, pa je že sreda oziroma je že četrtek. Sej pa jaz sploh več ne vem, kater dan sploh je. Vem samo to, da me dolgo ni bilo, kajti sezona gobarjenja je tle. Plus tega je sezona spravila raznih dobrot in seveda sezona vojne, kjer v bistvu napadi ne popuščajo in jaz sem se mogel sfokusirati z mislimi v ta sistem, da mu napišem, da pač jaz se z nekimi njihovimi izjavami pač ne strinjam. Zdaj pa da vidimo, dokaj bo stvar pelala, kam bodo hotel ta sistem mene odpeljati in poštimati. Ajde, da vidimo. Nekaj muzike sem vam pripravil tako kot vedno, nekaj tekstovja sem vam pripravil tako kot vedno. Le tako kot vedno ni, da ne morem enostavno 12 videov na mesec speljati za vas, ker je moje življenje postalo tako polna dogodivščina stvari, da v bistvu sem se odločil, da če je šla nafta gor, pa kruh gor, pa jaz ne vem kaj, sem se tudi jaz malo podražil. Ne, za isti denar, pa če sem enostavno 12 videov več nekako ne utegnem narediti, pa ne bi rad, da me kdo za kaj vleče. Pa sej vi ničesar ne zamerite, ker vemo, da vsi delamo v dobrobit človeštva po svojih najboljših močeh. Je tako? Ja, seveda tako je. Ja, v kaj naj se spustimo? V neki, kar lahko se spustimo v to, da laž ni samo izjava. Laž je konstrukt. In to ni konstrukt od včeraj, ampak je dolgoletni konstrukt, ki so ga izpeljali nad nas in zavedati se moramo, da to, da oni zdaj neki blesnejo, govorim zdaj o medijih in naših politikarjih, da to ni samo ena taka lažna izjava, to je namenoma konstrukt vse in zavedajte se tega matričnega sveta in tudi tega, da mnogo ljudi še vedno pač živi v tej hipnozi oziroma v suportiranju tega sistema, in z vsemi možnimi frontami probajo napadati, kar pač imajo še na lagru, bi se reklo po naše. Sicer lager je čedalje manjši, mislim, pa se je nevihta, pa je vihar, pa je ovo, ampak so pozabili, da zdaj pa gobarska sezona je pa taka, da je pa za znort. Gobka dreka, mislim, ne moš verjeti, jaz sem 3 dni zdaj naberal 3-krat polno košaro, prišel domov, sušim in vlagam in svašta, zmrzujem in tako. Skratka, gobe so v redu, gobe so zdrave. To, kaj sem hotel reči, pozabili so na to, da bi mogli s čem pošpricati, da gob ne bi bilo, ampak zadnje 2 leti si je gobarska sezona hudo dobra in kar se mene tiče, je to poletje vrhunsko in po temperaturi in po vlagi in po številu gob, ki so na razpolago. Super, jaz se nič ne pritožujem in upam, da tudi vi znate izkoristiti prijetno s koristnim oziroma prijetno s prijetnejšim in še najbolj prijetnejšim, kajti en sprehod v naravo je valjda nič drugega kot nujno potrebno v procesu, kjer se nahajamo. Kaj lepšega, ko ob tem zagledaš gobico, užitno, lepo, zdravo. Jaz pravim, da človek, ko zagleda gobo in gre proti njej in jo reže, je tako, da bi en tak mikroorgazem doživljal. Samo gobica, gobica, pa še ena, the best, super forica. In le dejte izkoriščati to, pite mnogo vode in se dejte prizemljiti, ker situacija, kjer smo, je res našponana, pritiskajo z vsemi topovi, ki jih imajo. Naša obramba je jasna. Ostati meren, ostati močan v svojem stebru moči ali pa dosežti eno čustveno stabilnost, čustveno zrelost, čustveno moč, emotivno, ostati pri teh stvareh meren in smo se učili, bodimo opazovalci
in ne reagirajmo na njihova sranja in provokacije, ki seveda so prisotna, ker pač ta negativni svet se ne želi predati kar tako. Ne? On želi, da obstaja, zaradi tega se bori do zadnjega. Ena izmed njihovih strategij je ustrahovanje in laž, in ustrahovali bodo do konca in na žalost tudi lagali do konca, dokler ne bo res hudo vroče. Malo računajo na našo amnezijo, da bomo pozabili, kaj so počeli, pa se to ne bo zgodilo, ne, valjda da ne. Probajo mediji zdaj nas, teoretike zarote, ozmerjati, da smo, da širimo vraže, da ne zaupamo znanosti strokovni, medtem pa ne mu o chemtrailih, o harpu, o modifikaciji vremena, nič več, ne. Ker pred nekaj leti je bilo še zanimivo, da kako se da nad puščavo dež narediti, zdaj pa ne rabimo nič se ukvarjati s tem, ali se da točo spedenati, pa tako. Zdaj v soboto nas je tudi mičken potres stresu, je naraven, ni, ne vem. Tornado v Ilirski Bistrici pa zagotovo ni normalen, ne? Ne more biti, ne? Ampak ne, mi smo zdaj vraževerni in teramo vraže, ker pač teoretik zarote ni več dovolj, tako da še malo pa bomo vrači, ne, po njihovo, ne, prav bomo pa vrači, vseeno. Pač nismo indoktrinirane ovce, bili smo vsi, indoktrinirani močno, vendar zaradi uporabe svoje lastne pameti nismo dovolili, da kar kupimo vsako njihovo banano, da kar vsako izjavo in navodilo upoštevamo. Mislim, če ne bi bilo nas, ki ne ubogamo na vsak ukaz, bi nas bil že zdavnaj bil odesel plas, kaj ne? Ampak nas ne bo, ker nas ne more in nas ne morajo, ker smo Gulliveri. Oni pa so kaj? Liliputanci, lažnivi liliputanci, ki bi radi in si vedno imeli vse pod kontrolo, ne? So majhni pa pritlehni. In zdaj jaz osebno bi res rad, da se kljub vsemu spoštuje človeka, sočloveka. Ne veš, je narcis, ni narcis. Tudi če je, bi jaz želel, da eno mero spoštovanja še vedno gojimo, zaradi tega, ker smo omikani in olikani Gulliveri, ki ne želimo nobenih konfliktov, ne želimo problemov in žal živimo pomešani s temi, ki pa strašno uživajo, da konflikt delajo in blazno uživajo v vojni. Veš, če ti narcisu daš boj na njegovo provokacijo, bom rekel boj, pa to je njemu mašala, halo, tako da dajte biti pozorni, da nadate tistega, kaj želijo. Edino zdravilo, ki je stopi stran, predtem lahko narcisa vprašate, če se mu zdi tole, kar ti razlaga primerno, pa če je v redu. Sicer pa, če na to natrzne, je nasvidenje res najlažja opcija. Zdaj jaz sem deležen mičken bolj ostrejših pritiskov, ampak nič ne de. Znam jih že odsloviti, celo imam 2 nori izkušnji, da sem človeka, mislim, po toliko poizkusih sem rekel, zdaj pa dosti, zdaj sem pa pober od mize, porka Špinčič, ne, pa kdo je prišel k meni, mislim, jaz tle z Urško raziskujemo stvari in zdaj bi ti tle zraven, kdo je k komu prišel, vozi. Enako podobno želijo prcati po naših časovnicah na Facebooku, ne vem, koliko zaznate. A veš, jaz svoje stvari, ki jih dojamem, razumem in se mi zdijo smiselne, da jih dam naprej in jih objavim in za njimi stojim in se najde nekdo, ki bi rad prcal in poprcal še nekoga, ki se je z mano strinjal in ta primitivnost ne sme obstajati. Zaradi tega brez slabe vesti take ljudi blokirajte, ker pač to ni način. Ne? A se tako to dela? Mislim, kdo je na čigavemu zidu? Na svojemu zidu deli kar češ, na mojemu pač pluval ne boš, sploh pa, a se poznava. Nimaš pluvati kaj ne čez mene, ne čez nobenega drugega, širina je super, da si jo dodevamo. To pluvanje, negiranje in, bom rekel, a priori, biti kontra brez kakšnih argumentov pa za moje pojme ne pride v poštev in le na tak način lahko vzdržujemo higieno
ljudi, ki spremljajo naše vsebine, in higieno ljudi, ki želijo biti v okolici, ne, v okolici velikanov in se jim malo prilizovati. Sem vse štima, jaz sem zato, da nas gre čim več naprej, vendar najmočnejši in le najbolj prilagodljivi na spremembe bomo šli naprej. In sprememba, ki se odvija, je nora, ne, na nivoju DNK-ja, pravijo. Jaz se zagotovo strinjam, da na nivoju zavesti prihaja do velike spremembe in jasno je, da tisti, ki zdaj molčijo, ne morejo nič drugega biti kot izdajalci oziroma podporniki sistema in enostavno nekje bo treba prerezati ta meč, s tem mečom narediti en velik rez in od vsakega izmed nas se zahteva. Vas spodbujam nekaj mesecev že, dajte nekaj od sebe, dajte napisati tam, ko vas vpraša, o čem razmišljaš. Govori o resnici, govori o občutkih, govori o miru, govori o ljubezni, govori o tvojem, kaj noter je. Ker le resnica lahko preplavi laž, ki nima več nobene konsistence in zaradi tega, ker konsistence nima in mi gledamo s širšo zavestjo, jo prepoznamo nemudoma kot eno veliko banano. Pa sej neverjetno, koliko let smo jim verjeli slepo. Mi smo mislili, da mediji govorijo resnico, da politika govori resnico, da stroka govori resnico. Mnogo let, vsaj zase lahko rečem, zadnjih 15 ali pa zadnjih 5 pa niti pod točko razno, ne verjamem vsemu, no zadnje leto pa pol pa 2 je pa celo tako, da ugotavljamo, da vse to je nam strupeno, ker je želelo nas pobiti. Ne, in niti ena stvar ni bila v našo korist in tega se moramo res zavedati. V tem času zaradi fizičnih sprememb moramo čim več se predajati hrani naravnega izvora, v smislu, čim več domačega, ne, čim več naravnega, več gob pa manj pice, ne, sej tudi pica može, nič hudega. Ena ful dobra mi se zdaj pripeljala. V Srbiji, ne, se je pojavila afriška prašičja kuga. Ne? Prašičja kuga je prišla iz Afrike. Ne? Ja, tako je skočila tuf v Srbijo in v Srbiji so mogli poklati ne vem koliko milijon ali 2 svin. Ne? In to je, le, kako slučajno se je to zgodilo glih momentu, ko je gata so ubili, odprl svojo tovarno, oziroma se je bila itak več ni. Skratka, kako se je odprla tovarna za pridelavo umetnega mesa. Ne? Super, kako prikladno. Še ena stvar je tle zanimiva pri prašičji kugi, ki prihaja iz Afrike. Mislim, kakor so mene učili, zdaj jaz v Afriki nisem bil, kakor sem jaz kaj gledal te neke dokumentarne filme, pa to je bilo zmeraj Afrika znana po levih, antilopah, žirafah, jaz ne vem kaj vse, ampak prašiči pa nekako niso bili doma v Afriki, ne? In zdaj je zanimivo, kako je res glih prašičja se tam naredila in preletela sem. Kakšne banane, a? Kako ne morajo? Ja, veš, oni prehitro lažejo, oni hočejo Afriko itak meto srano, čeprav je najbogatejša država, oziroma kontinent na svetu, in jo, tam so boščki, revčki, tretji svet, v bistvu so pa vsi priklopljeni na njo in zaradi diamantov in zaradi zlata in zaradi rudnin in zaradi nafte in zaradi vsega, ne. Še celo prihaja do dvomov, da tudi puščava v Afriki ni čez glih naravnega izvora. Pa zato ne bom zdaj nič polagal, ampak tako, ne. So te uboge prebivalce Afrike naredili tako revne, ne? Mislim, tudi njihov denar z njihovim denarjem se ni dalo nič početi. No in zdaj je kaj že Kongo, Nigerija, katera država je rekla, mi pa ne bomo več pod Francijo, ker ne vem, neki s financami so jih zlomili, tako da Francija zgubila svoje imperije. Tako kot zgubila moč dolar, ki prikrito oziroma umetno držijo še njegovo vrednost nekje, ampak se pa fejst tresajo in vse dolar lomi in v bistvu res čakamo ta pok, ta preobrat in
avgust nam je vroč mesec napovedan, da ba je bo še bolj vroč, kot je bil najvročejši mesec julij. Ne, sarkastičen sem, ne, vse ok. Ne se zlomi, ker se more zlomiti in zlomiti se more do tav, zaradi tega, da na novih temeljih zgradimo novo družbo. Družbo, ki bo imela voditelja. Kdo je zdaj ta voditelj, ki se bo pojavil? Where we go on, we go all. Kamor gre eden, gremo vsi. Mi gremo vsi v eno zavest. In mi bomo tam, smo že zmenjeni. Mi že zdaj vemo, kaj je prav, pa kaj ni prav, kaj je lepo, pa kaj ni lepo. Ne? Katera informacija je ta prava? Sem tista, ki pride iz telempatičnega področja. Samo tista. Z vse ostalo je tako, ne. In telempatičnost je tisto, kar moramo pofokusirati, dodati. Tudi v to vas spodbujam, kolikot vas spodbujam v objavi, prej sem vas spodbujal, zdaj pa postaja obvezno. Ne? Obvezna domača naloga. Ne, valjda, resnično je potrebno, da devamo od sebe in moramo devati od sebe. Obvezno, na vse možne načine, kolikor le moramo pač ponuditi. Nikogar sem ne da prisiliti, da posluša, da spremlja, da bere, no way, ne da se. In tudi ni potrebe, ne, ker vsak ob svojem božanskem času, ne, sej vejo, da je slabo. Bodo oni dobili klobaso z mobatino in tako. Čakaj, kaj je sendvič, samo znajo, ne vem, kaj sem tlele hotel, da se je tip zaletel, zato ker je jedel sendvič in ker znajo sem ženske multitasking. Veš, ker sem se jaz nekaj napisal, pa ne vem, kaj sem hotel povedati. Moramo biti glasni in vsak izmed nas dela tisto, za kar je bil poslan. Pa res dela vsak tisto, za kar je bil poslan? Ne še, je pa zelo zaželjeno in to je tudi prihodnost naša. Tisto, kar je naše poslanstvo, je tisto, kar bomo počeli. In moje je tako, ki je pač z gobcem, ne, zdaj je mi en model rekel, no ne bo kaj, boš tam gobca, me treba s puškami, so rekel pa, ste kaj, lovci kaj, tu ste kaj zrihtali, niste, ne, no in kaj zdaj, ja pa sem z gobcem, pa ne boš, ja vi s puškami tudi ne, čeprav ni res, ne, beseda je naš meč v tej vojni, ampak to si človek, ki ima sliko o sebi in o drugih totalno izpedenano, torej neko lažno sliko, v obeh primerih lažno o meni in o sebi, mislim o sebi in o drugih, in ni celo verjame, ne? To je ta pač narcistični pristop. On pravi, da valjda ni res, ne? Da valjda ne bo, z besedo se pa itak ne da nič, ne? Ampak ni pa pomislil, ne? Da točno z besedami smo jih dobili po klamfi, da točno izmišljotine so uničevale naše dostojanstvo, z namenom so sestavljali konstrukte proti posameznikom, proti skupinam in tako. Moč besede je močna, mislim je velika in zavedite se, da veliki smo mi, ker govorimo resnico. Govoriti resnico v teh časih je herojsko dejanje in kar le dejtajo in noben vam nič ne more. In ako se bodo branili in probali negirati in tako, to ne sme ustaviti našega prav, a ne? Pa itak smo že definirali, da nam nič ne morajo, ne? Kar naj lajajo znotraj tega cirkusa, kjer je bilo čist vse ena velika izmišljotinka, en velik konstrukt proti človeštvu. No in zdaj je bil ena preskonferenca, neka novinarska konferenca in je nek možakar, ki sem pozabil ime, pa tudi ne vem, kaj je njegova funkcija. Skratka, neka strašna novinarska konferenca je bila in tip je zmrznil, ne, sred besedičenja je zmrznil. In je bil zmrznen, ne vem, 2-3 minute. Kloni ne delajo. To sem prikaz, kaj nam še sledi. Joe Biden hodi, kada je osran, ne, predsednik Amerike, ne, itak, kakšne izjave so začele ven letati in kot razumem, bodo vse stvari postajale še bolj bizarne in še bolj očitne, tako kot je nevihta eden izmed
momentov za bujenje ljudi, da rečejo, tu pa res nenormalno, Res je, bravo, vsi pogruntov, odlično, zdaj pa še en korak naprej, zdaj moramo se pa dohtarje vprašati, če oni so v redu. Ja, kaj, so pa strokovnjaki. Dobro, pa počakava še malo, da te sfukajo do amena, da te nabijejo z briketi oziroma s tableti in da boš pol povedal, če so res tvoji prijatelji, ne? Itak, mislim, pa ne bom se kaj not spuščal, itak brez veze. Skratka, mi imamo vsak svoje poslanstvo in iz tega naslova nam je že postlano, ne? In imamo, kadar je pot prava, takrat se odpirajo stvari in grejo kot po maslu. Lahkotno gre. Zaradi tega, ker je namen, da delujemo po liniji najmanjšega odpora. Ne? Mislim, veš, jaz res ne trpim, kadar snemam video. No, okej, se moram zbrati, se moram pripraviti, okej, je prav, da si mičkam stvari spišem ven, pa pripravim in slikco in zvok in še vsebino in tako. Ampak jaz to potem ne trpim, ne? Moram vam reči, da sem zdaj na eno stvar, kjer sem mogel obvezno oddati do tega in tega dne, do te in te ure, neke papirje in vam povem, da sem bil prav, sem rekel pa shit, pa prav morati, mislim, kako ta sistem nas teral. Ja, mi imamo 8 dni, ti imaš 8 dni cajta, mi pa 95, oziroma kako se nam če dignuti, zdaj bodo glih počitnice sodne. Pač to, ker se mora človek s njimi zatikati, ne bi, ampak moram, če ne pa, mislim, moram. In bom neke stvari bi jim rad dokazal, da se ne bodo tako kurčili, ne? Da ne bodo tako brihtni. Ono mislili, da je vse tako easy peasy. Turšič je bil zmeri tiho, zdaj bo pa tudi. Ne, Turšič je pa zdaj nabral za eno kariolo povratnega materijala in mu stresu vse nakmal. Zgleda, da moram, ne? Če ne bi vesolje želelo, da to naredim, pol ne bilo treba, ampak zgleda, da moram. Ni več moje vprašanje, zakaj se meni to dogaja, vendar sem to vprašanje zamenil z vprašanjem, le kaj je moja naloga in kaj se moram od tu naučiti. Ne? Do zdaj smo se res mnogo učili, skozi razne traumatične in takšne situacije, ampak zdaj pa imamo naloge. In verjetno power to the people, moč ljudem pomeni tudi, da enostavno sistemu rečemo, čak sam malo, ti neustavno delaš tolele in tolele in tolele. Zdaj pa, a veš, mislim čisten tak primer, policist nikoli ne bi rabil niti smel v roke vzeti nobenega dokumenta, niti te ne bi smel kar tako identificirati, dokler se sam ne predstavi, ker je javna osebnost, ne? Ampak, a veš, nam je ratalo samoumevno, da oni kršijo, da daš izpit in prometno, ne? Pa to ni res, to ni prav in moramo nehati sploh ubogati laž, sploh ubogati prevaro, ne? A veš, koliko smo bili zategnjeni, ampak nič hudega, zdaj vemo, se prebujamo in to je to, vse ok. Naj vam povem, da kdor se je prebudil, ima višji IQ, inteligenčni kvocient. Ne? In zdaj to ni nobena hvala, to je samo spoznanje, ne? Da lažnivec nima visokega, inteligenčnega in čustvenega koeficienta, ne? To je vse zelo nizko in mislim, odstraniti se moramo od tega, kar je nam lahko škodljivo, ne? Moramo se odmakniti, zato ker to nas vleče dol in zdaj to smo pogruntali in to je to in gremo. In še ena stvar, če se dotaknejo, bom rekel tako, če se dotaknete enega izmed nas, ste se dotaknili vseh nas, ok? Plemenskih. Kdor se dotakne enega izmed nas, se je dotaknil vseh nas. Se zastopimo moč posameznika in moč plemena. Ne? Ker pleme more enkrat reči, dost je. In mi smo že šli čez te faze, po večini. Ne? Dost je, ne gre to tako naprej. Ja, kaj pa boš? Dost je. Se bom usedel pa zmeditiral, pa skontempliral, kaj bom. Pač ne bom ubogel tega in tega ne bom naredil, pizda, če ne boste meni, kaj moram. Ne? Morati je umreti. Bolj je treba morati čuvati lastno integriteto, moč, mir in pripadnost plemenu s plemenskimi lastnostmi in se zavedati, da če so se enega izmed naših
so se vseh nas in naša naloga je in bo tudi po vojni dokončno do ta zadnjega poiskati, kdo vse še more v hlajenje. Ne? V bistvu njihova naloga je vaš čas tudi zdaj in s propagando in konc koncev na mikronivoju ustvarjati kaos. Ne? Veš, oni ta kaos, bolj novice, se jaz jih ne berem, v bistvu vidim povzetke, ki jih folk objavlja, kakšne bedarije trosijo, ne? Samo da bi bil kaos, nemir, še celo tako, da se bomo skregali med sabo. Zdaj recimo en tak primer je LGBT scena, ne? To daš v vrtce, pa vzgojiteljica vzgajajo otroke po principu LGBT-ja, ker pač župani so dovolili dati certifikat vrtcem. Ne vem, kako je to v Cerknici, sem danes bral eno zgodbo, da pač je hčerka pošla domov in so rekli, da so pred počitkom se mogli malo po ritkah pa po spolnih, po intimnih delih dotikati, ne? Ker to je ful super. Ne, in zdaj v bistvu naredijo fajt med nami, ti, ki imamo otroke, tisti, ki jih nimajo, in med vzgojitelji in med unimi blesovimi vzgojitelji in temi pravimi vzgojitelji. Ne? In oni so dobro nagruntali, make hate not war, ne? Torej delaj sovraštvo, tudi vojna ne rabiš, je dosti sovraštvo, ne? Da so ljudje v nizki vibraciji, ne? Tako. Mater, kako leti čas, 26 minut že mojega klobasanja in kaj sem zdaj jaz naredil, jaz šment, kada mi ni usvojeno. Veste, da sem se toliko boril s programom, tako me računalnik nekaj hecov, ampak ok, bom popravil sekundico. Tehnična priprava je pomemben segment, ne? In zdaj Matej tehnično se ni pripravil, nisem prekontroliral včeraj vse. Vse sem imel že naštimano, pa se opravičujem. Skratka, moč je tisto, notranja moč, čustvena moč, to je tisto, kar moramo upoštevati, držati in znati vzdrževati, da nismo z tega naslova moteni, oziroma da nismo zmoten naš čas oziroma naš fokus. In če vas nekdo tretira zelo slabo, si zapomnite, da ni nič narobe z vami, ker vas nekdo tretira slabo. Oni imajo problem, normalni ljudje pač ne hodimo naokrog in uničujemo ljudi, ne? In jih tretiramo slabo. Pač ne, mi primarno hočemo dobro in vse dobro je kar pomemben stavek. Ne? Prebojenje, v katerem se nahajamo, oziroma prebojenje, razsvetljenje, enlightenment, je precej podobno umiranju. In se boste morda zdaj tle malo vprašali, zakaj ni več razsvetljenih ljudi? Zaradi tega, ker se po večini ljudje bojijo smrti. Strah pred smrtjo, vendar umrtje ega je pomembna stvar in jaz priznam, jaz sem tudi mu podobno izkušnjo, enostavno imaš občutek, da v bistvu se moraš od vsega posloviti in tudi ta naslednji post pravi, ta naslednja stopnja od vas zahteva, da ljudem pustite, da grejo, oziroma se od njih odmaknete, namesto da dokazujete svojo vrednost. Oni že vejo, kdo ste, mi nismo vedeli, kdo smo. Ne? Ker sem rekel, objavljajte vsebine, ker to je za nas nujno. Bodite pozorni, tle piše, ti in vsak izmed nas ima možnost, da začuti čarobnost v sebi. Tvoj vzpon, ne? Kako si se ti povzpel, je lahko za mnoge ali pa marsikoga inspiracija in sprememba njihovega življenja. A ne? Torej, za njihovo življenje je marsikdo od nas inspiracija. Jaz za sebe že lahko trdim, da sem marsikomu inspiracija, zaradi tega, ker imam tak povratno informacijo. Pa dobro, to je moja oblika. Ampak ne zanemarjajte, pomagati enemu je velika stvar, pomagati 10 je vesoljni, zelo, zelo, zelo pomembna stvar in ne zanemarjajte pomembnosti od tega, da govorite svojo zgodbo, kje ste vi imeli težave, kako ste vi videli stvari, kaj je vas ali bolelo, ali kaj vam je pri stvarih pomagalo. To je učbenik za nekoga. Torej, tle, če nadaljujem, tvoja zgodba
bo pokazala moč, magnitudo in magnificent of manifesting, torej veličino spremembe. Tvoja zgodba je za druge inspiracija, to si zapomnite. The most beneficial thing we can do is stay calm. Najbolj pomembna in benefit pomeni, da ima dobre povratne lastnosti. Najboljša stvar, ki jo lahko naredite, je, da ostanete mirni. Nervozna energija privlači nervozno energijo. Prizemljiti se moramo in vedeti, da smo varni znotraj sebe. Ker koga če se pa Gulliver bat? No, kaj če zunanje une poslušati bumbarje? Valjda da ne. Ne moramo mi kontrolirati, kaj se dogaja okrog nas, lahko pa kontroliramo, kako mi na zunanji svet reagiramo. Vdahni, poišči svoj center, si na varnem. Mi smo očuvani, ljubljeni in nič nam ne morejo. Zapomnite si to. Tele sem slikco malo porezal, pa gor piše, včasih v preteklosti sem bil jaz tako kot ti. Verjel sem, da televizija in vlada nam govori resnico, pa sem pa začel raziskovati stvari na lastno pest in pogruntal, da večina tega, kar nam razlagajo, sploh ni res. Vsak zase more poiskati stvari in znanja, dokler ne ugasneš televizije in začneš delati svojih lastnih raziskav. Ne boš mogel razumeti, dokler tega ne narediš sam. Zdaj jaz vam glih iz tega naslova ne nasuvam nekih informacij, ampak raziskovati mora vsak sam, kako in kaj. Okay? Vse, kar vidite na televiziji, pa je enostavno skriptirana predstava z namenom, da kontrolira naš svet, oziroma pogled na naš svet in prednosti tega so pridobitve, enostavno lastna pridobitve samo ene majhne skupine, ki fura ves ta šov. Vse to so lutke in igralci, Shakespeare nam je to rekel, pa še bom ponovil, da je cel svet oder, ker je imel prav. In vse se dogaja po zelo preračunanih korakih, kar se tiče teme. Ampak ta tema je majhna, tako kot liliputanci. Univerzalni plan je bil spisan že v Bibliji, pa še v kakšni drugi knjigi in mnogo let nazaj marsikje. Tako da vse to, čemur smo priča, je pravzaprav postopek, kjer bomo priča bibličnosti postopka, bibličnosti. It's gonna be biblical, kaj čem zdaj, no? Biblično bo to, kar zdaj se nam dogaja. Preobrat bo nor. Jaz sem neko čudno musko, preveč sem se prepustil tamule, shuffle my music, evo, tle ne mora biti nič narobe. Evo, ta bo bolj prav. Maybe you are not healing because you are trying to be who you were before the trauma, ok? Mogoče se ne morate zdraviti in uspenjati po lestvici proti vnebovzetju tako hitro, kot bi si mogoče želeli, zaradi tega, ker probate biti tisti stari jaz, ki je bil pred travmo oziroma pred tole korono. Ne da se tega. Ta oseba enostavno ne obstaja več, zato ker tle je novi ti, ki bi se rad rodil. Zato vdahni življenje v to osebo, okay? V tega človeka, v tega Gulliverja. Stare osebnosti bodo razpadle, vse. Moja je že čas nazaj. Opazujem, kako boleče bo za mnoge, ki imajo tako močan in trden ego. Ne? Mislim, vsak bo zase odgovoren, ne? Mi smo zato, da pomagamo, ampak ne moramo pa rušati ega drugih ljudi, vsak sam ga more.
ker ste vprašali in prosili za boljše, da zato se stvari čistijo strani univerzalnega plana. Zaradi tega se čisti, ker ste vi in smo mi vsi prosili po nečem boljšem, naj se drek konča, naj se že to življenje začne. In dobrodošli v spremembi, bodite odprti za nove začetke. To je naš čas. Okay. Bodimo odprti, ne veste, kaj prihaja, ne poznamo tega življenja, še nikoli ga nismo živeli in niti se ne poznate. Pa še enkrat mogoče, da se naslonim, več stvari kot veš, manj je tistih, ki jih ne veš, razen če je vse tisto, kar veš, ena debela laž. V tem trenutku in primeru ugotoviš, da ne veš nič. In mi smo se znašli na tej točki, da smo, mislim, na tak način se je moj svet sesul, ko sem rekel, stari, ampak to ni res, nič ni res. In tam moraš iti od začetka. In vsi smo na začetku, mi smo vsi prvošolčki in ne vemo, kam gremo, lahko pa se prepuščamo sebi. Bože ne daj pa prepuščati sebe temačnim. To pa Bože ne daj, ne? Se pravi v kontekstu, v Boga je pa bo vse v redu, ne bom jaz tu Bogu, da se na glavo postavite. Ubogam sam sebe in sem jaz kumarce včeraj vložil, enih 10 kozarcev, domače kumarce, krasne, ne? Pa jih imam. Malo je treba iti po gobe, pa malo kumarce, pač treba je shraniti. To je tisto, ko smo se pogovarjali, a je bolj pomembno znanje vrtnarjenja ali znanje shranjevanja. Evo, tukaj smo, shranjevanje. Sprosti se, imaš dobro srce in čiste namene. Stvari bodo vedno delovale v tvoji smeri in tebi v namen. Okay? Zaradi tega, ker imaš dober in čist namen. Vse ok, na varnem smo, očuvani smo. In smo prišli na konec. Ker je vsake pravljice konec enkrat in je tudi lonec počil, čeprav moj lonec ni počil, ker imam kovinske. Lonček toliko časa prenaša vodo, dokler ne poči, ne? Torej, mi smo precej stvari prenašali strani sistema, strani okolice, dokler enkrat ne poči in ja, mora počiti, mora se razbiti, naj zgori vse, kar mora zgoreti, torej ta ego, ta prejšnja osebnost, vse stare navade, nimamo z njimi več kaj početi, razen tiste, ki so bile iz srca. Bodi dober, bodi pošten, bodi meren, bodi kreativen, podari nekomu nasmeh, podari nekomu dobro misel. Ljudje so v težkih težavah, ne znajo si pomagati, mogoče včasih beseda niti ni potrebna, dovolj je samo prisotnost biti, ker zdravi energija in ne besede. Tako da prisotnost dobre, merne, prave energije je dovolj, da nekomu spremenite minuto, dan, uro ali pa življenje. Nimate pojma. Sploh nimate pojma, kakšno moč in vpliv ima vsak izmed nas. Pa spet vam govorim iz lastnih izkušenj, ker pač imam take izkušnje, klinc, tako bom rekel, nič drugače. Družbica, ljubljeni smo, očuvani tudi, nič nam ne morejo. Zavedajte se, da ste veliki in da je mer edina stvar, ki jo morate imeti, in moč, integriteto, da ostajate trdni v tem, kdo ste in kaj ste se odločili narediti, da boste potovali po svoji poti. Ok, The Invisible Man, pravi Freddie Mercury, ne vidni človeka, ne? Zdaj pa si malo razlagal vsak po svoje. Mislim, jaz bi vam tako z veseljem te komade prevajal, pa ne gre to tako, ni to tako simpel. Družba, še enkrat, držite se, uživajte avgust, uživajte v tem, kar vam je dano, če drugega ne. Gobice, sonce, luna je tudi krasna. Upam, da dobimo pa tudi v kratkem kakšno lepšo novico o tem, kako je že vse pod kontrolo in je BRICS. Je nova valuta, ki je sesula dolar, in BRICS je že razturil dolar in dolar, padec dolarja je kapitulacija Amerike in nafte in vsega, in zgleda, da bomo prek financ razturili, prišli do končnega zloma in naj se že zgodi, da bomo lahko peli banke, nemam banke, ja. Dobro, družba, nehajmo, ajde, držite se, čau.